kakšno zdravo Marijo zraven izrekli. Potem v ognjišču je tudi zelo lep pogovor z duhovnikom, invalidom Alekom Cvitarjem. Potem nov parni list boste tam zadaj pod zvonikom v lopi lahko dvignili. Župnijsko cerkev čistijo in krasijo za naslednjo nedeljo, Smrečje 29 in 60. Jutri dopoldne ob 9. je začetek oratorija. Mislim, da ste otroci že prijavljeni, če se še kdo ni, tam zadaj so tudi v lopi prijavnice. Se konča v petek zvečer ob 6. svetomašo. V torek po večerni maši, torej v 7:30, bo v župnišču posvet, pogovor starši, otrok, ministrantov in otroškega pevskega zbora, s katerimi gremo 6. julija za 3 dni na morje, da se zmenimo, kako bomo šli, kako se peljali, kaj bomo jedli in tako naprej. Nas bo čakal tudi Janez Mežnar, ki bo usklajeval vse delo. V soboto je prva sobota, ker me v naslednji teden v petek, prvi petek ne bo doma, zato bom že to soboto, čez 6 dni, obiskal vse starejše in bolne in jim prinašal obhajilo na dom, na mesto na prvi petek naslednji teden, takrat me ne bo doma. V soboto zvečer bo pa posebej lepa maša, tako kot danes, bo prišel med nas nadškof Stanislav Zore in bo krstil Jacinto, 7. otroka. Se mi zdi, da je prav, da napolnimo naše svetišče, ker to je pa res praznik za vse nas. Potem tamle pri Ivani boste videli ena misca, kjer boste lahko kupili spominsko svečko o tej naši kapeli, pa tudi knjige, kdo želi. Mašni nameni. Jutri zvečer ob 7. za pokojne starše v Šeničnik, v torek zvečer ob 7. za pokojne Droftinove, v sredo za pokojno Ano in Gregorja Osredkarja obletna, četrtek na praznik zjutraj ob 8. za Pavla in Franca Dolinarja, zvečer pa za Petra in Sonjo Keršič. V petek zvečer ob 6. je pa ob 6. za pokojnega Braneta Borštnarja. V soboto, na prvo soboto, jaz bom šel v zahvalo za starše, gospod Načkov pa v zahvalo za življenje, tako so želeli starši 7. otroka. V nedeljo zjutraj ob 7. za župnijsko občestvo, ob 10. za pokojnega Ignaca Malovrha obletna. Na koncu pa se še zahvalim gospodu Markotu, ki je itak tukaj pri nas velikokrat in kadar je kakšna slovesnost ali pogreb, on pride veseljen, predstojnik Salezijancev. Seveda pa v prvi vrsti pa pozdravljam in se zahvaljujem gospodu Jožetu, ki ga zelo dobro poznam, bil je arhidijakon moj, bivši, zdaj ni več, zdaj je drugi tukaj, ampak takoj, ko sem ga prosil, pred kakšnimi 14 dnevi, 3 tedni, ne vem, je takoj rekel, pridem, bom že dobil enega patra, da bomo šel v Poljana, kjer je zdaj župnik. Njemu lahko tudi kakšno zahvalo rečete, ker je pri družini. Strani škofije je en duhovnik, to je on, ki pregleda, da ni kakšnih krivih vir noter, ne? En duhovnik mora biti zraven. Hvala, da si med nami in da si jim povedal svoje doživetje, svoja pridga, ki je res prišla iz srca. Hvala ti. Z
Zdaj, če se ne bi držal v svojem življenju, kako bi rekel, nekega tihega mota papeža Janeza Pavla II. O ponižni drznosti bi mi to ploskanje celo ugodilo, čeprav paše, ne malo, vse. Hvala lepa. Ne želim podaljševati maše, ampak moram povedati moram tudi na tem kraju, ki je v bistvu tako bil preizkušen med drugo vojno in po vojni, tudi nekaj še kar manjka, se mi zdi, celotni zgodbi nasploh v Sloveniji. Začutili ste noter, poglejte, otroci aristokratov iz prejšnjega režima, komunističnega, so se skoraj vsi šolali na Zahodu. Tam je pa že prevladoval kulturni marksizem, zato ker so ugotovili, da tam revolucije ne bodo mogli narediti drugače, kot da bodo šli na univerze. In so začeli preko tega sprevračati svet, temeljne pojme in vsebino, kot so pojmi, kot so družina, pojmi, kot so spol, pojmi, kot so življenje. In ko smo se v 90-ih, 91 letih osamosvojili, so seveda ti mladci prišli, ker so bili šolani v marsikakšno združbo na Slovenskem in kar je ironija, podpirajo jih mnogi slovenski kapitalisti, ki so bili pred letom 90 nasprotniki družbenega in zasebnega premoženja. Ampak navkljub temu imamo Slovenijo, imamo demokracijo, imamo samostojno državo in to je velik dar. In je treba dati priznanje vsem ljudem, ki so to osamosvojitev izvolili na plebiscitu, ki je najlepši izraz narod, kako bi rekel, demokratične možnosti izrazne, tisti, ki so vodili osamosvojitev in tistim, ki so jo obranili. Kar nekaj fantov je umrlo Slovencev, tudi civilisti in tudi tujcev, govorim teh, ki so umrli recimo zlasti na Medvedjeku, in seveda nasprotnikov. Vsak človek zasluži spoštovanje kot vojak. Tisti, ki je resnično vojak v svojim srcem, tudi to ve. Povedal bi pa primer, kaj nam Slovence manjka, ne samo vernim, ampak vsem, ki nam je mar za našo državo in za naš narod. Zgodba iz mojega življenja. Ko sem začel delati v vojski, so me poslali na konferenco, bom skušal skrajšati moji polanski horani, ki jih nekaj tukaj so že slišali v petek pri Maši za domovino. In pridem tja, so mi hitro dali, so me poklicali na vojaške vaje, me poslali na konferenco v Ženevo, v Švico. In tam sem se hitro spoprijateljil na tej konferenci vojaških škofov in glavnih kaplanov NATO in partnerstva za mir z angleškim in kanadskim, in smo bili do njune smrti dobri prijatelji. In potem je tam v lobi hotela s 5 zvezdicami prišel en častnik, en admiral v beli mornariški uniformi, ščini, bil je pa črnc. Ne bi tako kontrastno izgledala ta njegova pojavnost. In pride do une-dvoje pozdravov, mene pa samo vpraša, kdo pa si ti, ker me ni poznal, mu povem, sem iz Slovenije, pa ki je Slovenija, tipično za Ameriko ni vedel, mu razloži med Avstrijo, Italijo, Madžarsko, Hrvaško, še ni točno vedel. In edinkrat, ko sem uporabil to primerjavo, to je najbolj severna država bivše Jugoslavije, sem občutil, kako je on začel name gledati ponižujoče. In me je, ko sem jaz čutil, povezal z vojno v Bosni, z Miloševičem, s Kosovim. Naslednje leto sem imel pa že uniformo po meri, no to drugače sem imel že kar v redu postavo, še lepše kot zdaj, bolj po meri. Uniformo, srebrne polkovniške čine, tukaj našitek generalštaba, gor našitek slovenska zastava, tukaj našitek vojaškega vikariata, gor pa napis veteran. Na našitku generalštaba je vikariata križ, potem je knjiga, ki predstavlja svetopismo, našo podlago, in slovensko pismenstvo, pa let številka 745. No in kot podobno se je ponovilo pa leta 2001, ko je bila konferenca spet vojaških škofov in glavnih kaplanov pa v Štrasburu, v Franciji. Skoraj čist podobno. Z kanadskim in angleškim pijemo pivo v lobi, v uniformah seveda, in pride isti admiral po stopnicah dol. In tokrat se je pa zapičil direkt vame, ker je videl, da sem vojaško oblečen, pravilno, in da imam na sebi že kakšno medaljo, in pride in nič drugega ni rekel, fader, oče, kaj pa to pomeni napis veteran?
Poslušajte, ko mu jaz rečem takole. To pomeni, da sem aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in imam zato status veterana. In kaj on naredi? Ameriški admiral, glavni kaplan ameriške mornarice, stopi 2 koraka nazaj, dobi solze v oči, mi salutira in reče, oče, čestitam. Kajte, če si kaj ameriški vojak želi, je, da bi sodeloval v vojni za neodvisnost Amerike. A smo razumeli zgodbo? In da bi branil ameriške interese in demokracijo kjerkoli po svetu. In potem je tako na gas mi pritisnil, veste, ko je pa rekel, kaj pa to pomeni znak vikariata, porečem, to je križko, logično, knjiga, rečem, svetopismo, 12. narod na svetu smo imeli prevedenega v svoj jezik. Pa v teološkem znanstvenem jeziku imamo zapisano v svojem jeziku, že v 10. stoletju imamo zapisano v svoj jezik. Mi smo pismeni od 10. stoletja, pa še prej, verjetno, ne? Kaj pa si 145? To je pa tako, kot da bi meni takole na gas pritisnil, kot rečemo po domače. Rečem, ja ne veš, takrat smo pa mi imeli svojo državo. Karantanija. In 2 naša kneza, Gorazd in Hotimir, sta bila tistega leta krščana. In takrat smo mi Slovenci vstopili v družbo zahodne civilizacije. In še vaši predniki, sem rekel, oziroma Američani ste preko Francozov skušali ustoličenje slovenskih karantanskih knezov upodabljati, imate ustavi. Od takrat naprej, sestre in bratje, ko je on in vsi drugi vojaški škofi in generali videli, da sem jaz ponosen Slovenec, da so videli, kdo sem, da sem ponosen moški, ponosen katoličan, ponosen duhovnik, da sem ponosen torej tudi kot pripadnik slovenske vojske, od takrat so me imeli za enakega. In tega zdravega ponosa nam vsem primanjkuje. In če boste kdaj videli ta pravega veterana vojne za Slovenijo, nekaj je tudi potem se pridružilo, ampak to je vedno v družbi. Po vojni se vedno še kdo pridruži. Ampak teh ta pravih, tudi vi mirno lahko stopite pred njega in mu rečete čestitam in hvala. Pa zdravega ponosa vam želim. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.